Spoštovane dame, cenjeni gospodje, hvala za to izkazano čast. Imam slabo novico. Jaz te nagrade žal ne morem sprejeti in jo v celoti zavračam. Pa ne zaradi kakega egocentričnega razloga, ampak zelo preprosto prepisana. Iste besede je namreč že leta 1753 v časniku Pennsylvania Gazette napisal Benjamin Franklin, mislim, govoril o gurujih, ampak o modrecih, tako da enostavno, preden začnete preverjati, ali pa preverjati ChatGPT-jem, kaj je zadaj, bi rekel, da raje nagrado razdelite, ali pa dajte tistim, ki si jo dejansko zaslužijo. Dva meseca sem čakal na ta trenutek, ker ste rekli, da bo za 1. april ta prireditev. 2 meseca. Mislil, da bo dvorana ustala, da rekla 1. april tistemu, ki bi dobil bob. Tako da to je za vas. Maščevanje. Tako da lahko date. Lepo ste nas potegnili za 1. april. Jaz se najprej sem mislil, da ste vi potegnili mene že ob nominaciji, ko ste najavili, kdaj bo ta dogodek potekel. Potem pa sem rekel, če pride slučajno do takega zaključka, potem ni druge, kot da še jaz potegnem za nos vas. Tako da to je samo mogoče maščevanje in maščevanje je sladko. Ste se pa mogoče ustrašili zato, ker ste razmišljali, kaj bo, če bom potem čez 10 let zahteval nagrado nazaj. Nagrada kot taka je pač lepa, obesil jo bom na steno, tako da bo na ogled, ampak predvsem mi veliko pomeni zaupanje ljudi, da je tisto, kar govorim, razlagam ljudem pomembno. In to, kar sem rekel v tej izjavi, ki sploh ne vem, kje točno je bila in kdaj je objavljena, s kom sem se o tem pogovarjal, zdaj upam, da si niste to zmislili, moje izjave, to bi šele bila potegavščina, ampak se mi zdi, da sporoča neko pomembno bistvo časa, v katerem smo se zataknili in se mogoče izteka. Resno upam, da se ta egocen končuje in resno si želim, da pogledamo čez plot, čez planke, na drugo stran hriba, kaj se dogaja tam. Mislim, pritožujemo se nenehno, kaj je z nami, pa kaj je narobe v naši državi, pa kaj je narobe doma, pa česa vse nam manjka. Pozabljamo pa na tiste ljudi, ki jim dejansko manjka, ne vem, strehe nad glavo. Pred 2 tednoma sem bil na raziskavi z Rdečim križem v Petrini, ki je od Maribora oddaljena malenkost več kot Ljubljana. In tam živi še vedno po potresu 1500 ljudi v kontejnerjih. To so spregledani ljudje, to so ljudje, ki bi morali nameniti pozornost in hkrati so pa to srčni ljudje, ki ti dajo vse, ki ti dajo kavo, ki ti postrežejo prigrizek, pa še za slovo ti dajo bronhi, tisti bombon, zaradi katerega se lažje diha, ampak jaz nisem nič kaj lažje dihal, ko sem šel od njih, zaradi tega, ker se mi zdi, da so to spregledani ljudje in tega ne smemo več spregledati. Ne kaj se dogaja tu, v naši državi, pa ne v tej dvorani, ampak onkraj nje. In kaj se dogaja ljudem, ki so izolirani, ki so na robu preživetja. In zato pravim, da moramo res več pozornosti nameniti drugemu, manj se ukvarjati sami s sabo in lastnimi problemi. Takrat bomo zares srečni. Čestitke za odlično odvodeno in zelo suvereno odvodeno predstavo. Zanima me v bistvu, kaj je bila vajna prva misel, ko sta začela to voditi in kaj je bila zadnja misel, ko ste končali. Danes začeti? Danes. Prva je bila, so se že na video smejali, tako da fajn publika, ne? To sem prvo, preden smo šla gor. Zadnja je bila, jaz sem zmatran. Prišel je enkrat na ta oder, na Bobov oder, Tadej Tošin, rekel, če bi jaz bil predsednik. Jaz mislim, da je treba lokalno probleme reševati, mikroprobleme. In jaz bom župan cele Štajerske, vse posod se bomo prijavili, bomo videli, kaj bo. In kot že rečeno, imamo težave z begom možgana. To je treba zameniti, to je treba ustaviti. In
Zdaj, če jaz, župan, vsaki mesec iz občinskega proračuna vzamemo 30 000 evrov in jih nakažemo na račun Damjana Murka. To pa zato, da na koncert vsako jutro tik pred Ljubljano na obvoznici. Odpovedi se vrstijo, bomo videli, kam bo. Pa tudi to je bilo pa res čudovito. Zato, ker si ne moreš predstavljati, ko v bistvu se prvič lotiš takega projekta, koliko je lahko lepo v resnici, čeprav ni tisti klasični stand-up, je sofisticirana predstavitev, prireditev, da res, ti dajo ljudje take potrditve, obema nam je bilo res amazing. Dajmo spomniti tudi na zgodovinski trenutek na področju vodilnih žensk. Zapustila nas je kraljica vseh kraljic. In ne mislim Cece, ona še kar živi, še posebej v srcih štajerskih ljubiteljev ptujskega pustovanja. Ne, mislim ono malo, prijetno gospo, veš, 1,20 m veliko, pa pol milijarde težko. Angliška Helena Blagne. To. Zelo super publika, no, lepše si težko želimo. Ja, v bistvu smo se bala malo publike in zelo že od začetka razigrana. Smo se ujeli. Tako. Odlično. Vam sta imela veliko tremo? To je bilo verjetno nastopati pred takšnim občinstvom za vaju prvič tako velikim? Jaz ne. Jaz sem že 1200 doživel na Panču, na festivalu na Ljubljanskem gradu. Je bila pa drugačna publika, definitivno. Nismo niti vedeli, kaj se bo zgodilo, ker je tudi prvič bilo v prodaji. Smo si mislili, wow, kako ljudje to kupijo. Očitno fajn, ker naj. Je pa trema, ja, čutil sem tremo 14 dni nazaj, dan teden sem imel zelo krizo, kaj smo tam še delali. Zdaj sem se pa umiril do te mere, da ko sem šel na oder, da smo vse naredili kaj. Kramarski postane avtonomna cona. Vse se dela brez davka, brez računa. Večjih sprememb torej ni. No, pri meni pa je bilo gliko obratno, kot za tipične ženske veljane. Cel 14 dni sem bila, vse to bo že, in potem takrat je bilo treba iti na oder, pa nek blackout. Ampak se mi zdi, da pač to so ta neka pričakovanja, ki si jih vsi v glave ubijemo, da zdaj može biti pa perfekt, ampak v resnici se mi zdi, da je predvsem to tudi mariborsko. Ta pristnost, iskrenost in sprejemanje ljudi. Vsi taki kot si, mi te sprejmemo. So pa e-zdravniki. To imamo novo storitev v Sloveniji, ne vem, če že veste, ampak to je v bistvu, da ti opraviš zdravniški pregled preko videoklica, face to face. Ima lep nabor specialistov, recimo imaš dermatologa, super, vklopiš, pokažeš lišajčke, ti napiše kremico in je to. Pol imajo tudi, pazi, psihiatra, kar je ful praktično. Odpreš laptop, pa se javiš, da nek štrika. Online, štrikaš. Kar pa mi ni čisto jasno, ne? Je pa to, da imajo pa tudi ginekologe. Ker tega še pa nisem zdaj naumela. Kako ti opraviš ginekološki pregled preko videoklica? Face to place. Kaj če imaš nekaj globega? Kaj če imaš nekaj na materničnem vratu? Torej že konkretno opremo pol, ne? Kamero, nočni vid pa take fore. Ne bi mogel biti bolj zadovoljen. No? V resnici, že od prvega trenutka, ko smo spustili video, ki smo ga posneli glik na tem hodniku, ne? In so ljudje bili tako, kaj se pa zdaj dogaja, in pol je takoj bil smeh, je bil v bistvu prebit ta zid, ki bi ga brez tega videa imela pol Maja in David, ki sta pa še na oder in sta že vedela, ok, ljudje so z nami. Ne? In pa res ni bilo treba 10 sekund, ko je bil prvi smeh in pol je bil skozi smeh. In če komiki rabimo, kaj je smeh. In smeh je bil, to je to. Tudi kultura pitja je nekaj zanimivega. Tu vsaj posod po svetu alkoholizem prepoznan kot bolezen. Samo v Mariboru te vprašam, zakaj pa ti ne piješ, kaj si te bola? Rdeča nit vsega tega dogajanja, kako ste se to zamislili, kaj je glavni point bil, ko ste to pripravljali? Ja, mi smo se zelo trudili v smer, da smo iskali, kaj bo Štajercem smešno. Pa so me večkrat v intervjujih vmes vprašali, kaj pa je Štajercem smešno, pa sem pač vedno rekel, pa vse v bistvu iste stvari kot ostalim, ampak vse je čisto ena majhna, ena malenkost drugač, kot bi mogoče bilo v Ljubljani, ali pa, da ne rečem, kje druge. In to smo nekako lovili. Ploskate, volili me pa niste. Bilo dobro, ampak
Če bi bil še vedno predsednik vlade, se mi o frizurah ne bi pogovarjali. Jaz imam že 30 let enako. Pridem do frizerja, rečem, ob strani z mašinco, po sredini pa kar z vedo. Probali smo se predvsem nič obremenjevati s tem, kdo so bili prejšnji odlični voditelji. Ne? Ker reči, jaz bom zdaj boljši od Toša, bi bila smrt, preden bi začel. Ampak jaz bom pa drugačen, pa bom vsem dober, je pa bil pravi recept. Zdaj pa ključni odgovor, v čem je torej mariborska publika specifična? Kaj jo torej nas meji najbolj? Ja, mislim, da če samo z Ljubljano primerjam, kjer so največ časa, je Maribor malo bolj oster. In Mariborčani na ulici so bolj ostri, Mariborčani doma so bolj ostri, mariborski jezik je bolj oster in zdaj, če hočeš ti iti čez to, moraš biti pač oster. Ne? In Maja in David sta na odru bila ostra, tudi Pozvek z imitacijami, ki je prišel, je dodal še malo ostrine in to je to. Pač, treba je biti oster, treba je biti nabrušen.